Malta, super potovanje za en teden, za kakšne prvomajske ali pa krompirjeve počitnice. Ampak če si kliknil na ta video, te verjetno zanima, koliko tako potovanje stane. V tem videu te razloživa vse, od prenočišč, hrane do spominkov. Pa kar pa je bo video. Dobrodošli nazaj na najinem kanalu, z vami sva tako kot zmeri Ponč pa Sonč oziroma Alex in Cindy. In ja, midva sva kar 8 dni preživela na Malti, kjer sva se odpravila na en tak road trip z najetim avtom in v bistvu z avtom sva prečesala celoten glavni otok Malta in pa odpravila sva se tudi na otok Gozo. Če te zanima najina cela dogodivščina, katero sva seveda tudi snemala, vlogala, imaš na najinem kanalu ali pa spodaj v opisu videa povezave do vseh vlogov, kar 5 jih najdeš. Od Valete glavnega mesta do severa otoka, sredine, Gozo, vse boš videl. Še Popeja sva obiskala. Še preden pa ti podava čisto vse stroške potovanja, bi rada omenila samo eno dejstvo. Midva sva bila na Malti v letu 2021, tako da mogoče se je tekom tega časa že kaj spremenil. Pač vse veste, inflacija, rast cen, vse to vpliva. Ampak, kakor sva gledala in dajala nasvete, se pravi drugim popotnikom za letošnje leto, torej leto 2022, sva ugotovila, da se vsi stroški gibljajo približno tako, kot so bili. Ampak ja, preden karkoli rezervirate, preden se kamorkoli odpravite, dajte pač pogooglati in sami preveriti trenutne cene. Zdaj pa mislim, da je skrajen čas, da začnemo z videom in z najinimi stroški celotnega road tripa. Prva kategorija so seveda letalske karte, pač brez letalskih kart boš zelo težko prišel na samo Malto. Tako da midva sva dobila kar ugodno ceno, niso bile najcenejše, niso bile pa tudi ful drage. Plačala sva 78 evrov na osebo za povratni let. V tej ceni v bistvu je bilo vključenih 40 evrov na osebo, povratna karta je bil pač sam let, torej letalska karta. Potem pa sva doplačala še 38 evrov za priority boarding za obe smeri, to je v bistvu pomenilo, da sva dobila brezplačno izbiro sedežev in pa dodatno ročno prtljago, da sva pač imela s sabo te majhne kovčke. Zdaj, do letališča je nekako treba tudi priti. Midva sva letela iz Trsta, ki je nama v bistvu zelo blizu, samo približno 1 urco vožnje. Zdaj, stroški povezani s temi so pa bili 1,3 evra za italijanske avtoceste in pa 43 evrov za parkiranje na parkirišču v bližini letališča. Parkirala sva na parkirišču Ronki in v bistvu tako, čez palč, če pogledamo, približno 5 evrov na dan naj je to prišel. Saj ni toliko shady. Lej, imajo drevesa. To je to. To je to. Tretja kategorija, prenočišča. Seveda, na Malti sva mogla tudi nekje prespati. Zdaj, Malta je res tak zelo majhen otok, tako da lahko praktično cel teden preživite v enem prenočišču. Ampak midva sva nekako brala drugačno strategijo in sva se odločila, da pač začetek potovanja preživiva v hotelu, potem pa sva se preselila na drug konec otoka in sva spala še pri domačinih. Nočitev pri domačinih sva rezervirala preko Airbnb-ja in sva spala v eni taki luškani, malteški hiški, v bistvu dobila sva garsonjero oziroma studio apartment. Za let tega sva odštela 178 evrov za 4 noči, pač torej za oba oziroma za celoten apartman, oziroma če preračunamo, je naju prišel apartma 44 evrov na noč. Prve 3 noči pa sva spala v hotelu s 4 zvezdicami, hotel Maritim, ki sva ga v bistvu pokazala tudi v prvem vlogu po Malti, tako da si ga lahko greste pogledati, kakšen je bil. Pa tudi povedala sva, zakaj sva sploh šla v hotel, ker to načeloma ni najin način potovanja, ampak to vse vidite v vlogu. Tako, obvezno pogled. V glavnem, za to hotelsko sobo sva skupno odštela 159 evrov na sobo za vse 3 noči, oziroma če preračunamo, naj je hotel prišel 53 evrov na noč na sobo. Tako da še zmeri kar dosti ugoden za tok fancy hotel. Definitivno pa se da prenočišče na Malti dobiti že za ful cenej. Recimo, če hočete, lahko spite v kakšnem hostlu, boste najdali pač hostel, ne vem, 10 do 20 evrov na noč, ali pa recimo pri domačinih, če vam oddajajo samo kakšno sobo. To se dobi tudi že za ful cenej. Nazadnje, ko sva nekako priporočala, sva nekomu najdla za, ne vem, 20 evrov na noč, kar je v bistvu dosti nič. Ful ugodno, na par je to 10 evrov, tako da ful v redu.
Četrta kategorija, najem avta oziroma renta-car. Zdaj midva sva rentala enega takega full-fletnega piškotka, Peugeot 108, to je res ona najmanjša kategorija avta, kar jo lahko rentaš. To je bilo pač tudi z namenom, ker konec koncev sem imela res samo ročno prtljago in več kot to ne rabiš. Zdaj, za samo avto so odštela 173 € za 7 dni, kar je približno 25 € na dan. Ampak pozor, to je v bistvu že z vsemi zavarovanji, s kasko zavarovanjem, skratka, vse je krit v tej ceni. Če vas zanima samo najem avta, naj je prišel 91 €, za dodatno zavarovanje pa sva doplačala 82 €, se pravi polno kasko zavarovanje. Zdaj, le tega midva zelo toplo priporočava, ker na Malti se prvič vozi po levi strani, po drugi strani pa so Maltežani zelo tako, divji vozniki, tako da ful se tro, ful se prehteva, vsiljuje. In da imaš majčkeno bolj mirno vest, je res fajn, da imaš to zavarovanje, da tudi če do česar pride, se boh ne deje, ne? Ampak ja, da si malo bolj mir. Ne pa na tej točki omeniva, da imajo Maltežani tudi zelo dober javen prevoz. In tudi pač zelo poceni. Lahko kupite neko kartico, ki vam pol velja za pač cel teden in mislim, da pride okoli 20 € in se lahko vozite po celi Malti. Tako da pač pravijo, da lahko pridete vse povsod. Tega sicer nisva poizkusila, ampak baje, da je super. Tako da ja, ena druga možnost, če si ne upate rentati vozila. Seveda, če rentaš avto, s tem pridejo tudi neki dodatni stroški, ki jih imaš za sam avto. Midva sva v bistvu skupno zapravila dodatno še 52 € za pač oba. In zdaj v bistvu kaj je v tej ceni. Za sama parkirišča sva tekom najnega road tripa zapravila samo 6 €. Zelo veliko imajo Maltežani tega street parkinga, torej teh nekih bočnih parkirišč ob sami cesti. So malo scary za parkirati, ampak je zastonj, tako da to je ful fajn. Gorenc approves. Pa še navadiš se bočno parkirati, a ne? Dala sva pa recimo 4 € v Valeti, torej v prestolnici, za parkirišče za cel dan. Tako da to je pa tudi kar sprejemljiva cena. Največjo ceno za pač dodatne stroške pri avtu pa je pa šel bencin. Za tega sva odštela 45 € za v bistvu najin celoten road trip. Cene bencina pa so se gibale nekje približno tako kot pri nas. Seveda pač trenutne cene, dajte preveriti, ker se veste, kako hitro se spreminjajo. Look at the price of gas now! It's $7.55 a gallon! Hey Putin, we're sending you a bill! Potem je pa samo še en dodaten strošek in sicer 1 € za ročno avtopralnico, ker moraš zakrit slediti, da šoki malo off-road, ker se to ne sme. Tako da ja, avto sva uprala in pa sva ga vrnila. Naslednja kategorija je itak una tipična, kaj jo zmeri jaz govorim, hrana pa pijača. V glavnem, za hrano in pijačo sem midva zapravila 280 € za oba dva oziroma približno 140 € na osebo. Zdaj, v tej ceni je v bistvu vse noter. Ne sem pač ta hrana, ki sva jo jedla, ampak tudi vse ustekleničene vode, ves alkohol, pač kakšna vinčka, ki se jih prvoša zraven večerje, vse kavice, sladoledi, prigrizki, skratka res vse, kar je hrana in pijače, je v tej ceni noter. Midva sva se posluževala tega, da sva enkrat na dan jedla zunaj v restauracijah, zdaj kosilo ali večerja, zajtrke pa v Airbnb sva se jih pripravljala sama, kakšna jajčka pa take stvari, v hotelu je bilo pa pač itak zajtrk že vključen v ceno. Same cene hrane na Malti so približno enake kot pri nas. Kar so se posluževala restauraciji, je približno prišlo tam nekje 30 do 45 € za obe osebi. Zdaj, v tem meniju, če lahko temu tako rečemo, sta v bistvu dve glavni jedi, pa ponovadi še neko vino lokalno. Midva sta se posluževala ponovadi teh half bottlov, se pravi približno 375 ml pač lokalnega vina. Je bilo pa vse skupaj odlično, in hrana, in vinček, tako da worth every penny, ko bi Angliji rekla. Celo Malto sva pojedla. Bi pa tukaj dala en disclaimer oziroma opozorilo. Če boste računali, koliko boste vi zapravili za to, oziroma če hočete upoštevati ceno, dajte zraven recimo 100–150 € več. Pa bom zdaj razložil zakaj.
Ko sva bila midva na Malti, je Malta imela nek poseben program nagrajevanja oziroma obujanja turizma, v katerem so v bistvu turistom potalili po 300 evrov oziroma 150 evrov na osebo, se pravi za naj je bilo to 300 evrov, ki so jih lahko zapravili na Malti. Midva sta si izbrala tak hotel, kjer so v bistvu potem mogla teh 300 evrov porabiti znotraj hotela. In takrat sem se pač odločila, da bova jedla v hotelu malo več tistih par dni, oziroma dokler nama pač denarja ne zmanjka. Tako da tistih 300 evrov sva dobesedno pač sprašila za hrano v hotelski restauraciji. Takrat sva celo pač 2krat na dan jedla tam, ker se je pač splačal, pa itak sva mogla denar porabiti. Tako da ja, iz tega razloga, itak to so prenapihnjene cene, iz tega razloga dajte računati mogoče 100 ali pa 150 evrov več, da boste vi osebno, če se odpravljate tja, zapravili več v krmitvi. Naslednja kategorija so vstopnine in pa trajekti. Moram reči, da midva si na sami Malti nisva ful veliko muzejev pogledala, tako da verjetno bi bil v tem primeru strošek vstopnin višji. Plačala sva v bistvu 29 evrov za vse vstopnine in pa za trajekte, torej po osebi. Pogledat sva si šla rotundo v Mosti, za leto sva odštela 5 evrov po osebi. Potem sva šla gledat katakombe v Rabatu, te so najo tudi prišle 5 evrov po osebi. In pa odpravila sva se na turistični vlakec v Valletti, torej v glavnem mestu, ker je bilo neznosno vroče in sva se mogla malo ohladiti, pa še fanti v bistvu zgodovino samega mesta predstavijo. Za vlakec pa sva odštela 6 evrov po osebi. Šla pa sva tudi na par trajektov, za katere sva odštela recimo 2,80 € za povratno karto po osebi, ker sva šla iz Vallette v Sliema. Potem pa sva odštela še 20 evrov in 35 centov za trajekt na otok Gozo. V bistvu to je bila pa karta za avto in pa 2 osebi, torej povratna karta. In pa še zadnja kategorija, drugo. Se pravi vse, kaj ne veš točen kam bi dal, a ne? V glavnem, se pravi prva stvar, zavarovanje za tujino. Midva so ga vzela pri Korisu in naj je prišel 17 evrov. 13,50 €. Ok, 13,50 €. No, v glavnem, popravek. Se pravi 13,50 € za zavarovanje Koris za tujino, 17 evrov za sončno kremo, ker pač ok, ne vem kam naj to dam. In pa še zadnji strošek, se pravi spominki, pa 2 litra vina, ki sva jih kupila na letališču, da so potem odnesla vse skupaj domov, to naj je pa prišlo 24 evrov. Zdaj pa mislim, da je skrajen čas, da potegnemo črto in razkrijeva celotne stroške najnega 8-dnevnega road tripa po otoku Malta in pa Gozo. Midva sva v bistvu za celotno potovanje odštela 584 evrov na osebo, torej za vseh 8 dni. Naj pa tukaj sam še enkrat omenim, da sva v bistvu od Malte dobila dodatno še 150 evrov za zapraviti, ki sva jih porabila v hotelu za hrano in pa pijačo. Tako da dajte to nekako vzeti v zakup, da pač morate za hrano in pijačo malenkost dodati. Torej skupno za 2 osebi pa sva odštela 1168 evrov za oba za 8 dni. Dajmo si še enkrat povzetek celotnih stroškov pogledati v tortnem diagramu. Torej, v tem tortnem diagramu so prikazani še enkrat celotni stroški najnega potovanja. Za letalske karte sva odštela 156 evrov z vključeno ročno prtljago. Največji delež so najo prišla prenočišča, torej hotel in pa Airbnb, in sicer 337 evrov. Za hrano in pijačo sva odštela 280 evrov. Rentakar s polnim kasko zavarovanjem najo je prišel 173 evrov. Za vstopnine in trajekte sva odštela 58 evrov. Bencin in ostali stroški za avto so bili 52 evrov, prevoz do letališča in pa parkirišča v Trstu 44 evrov in pa vsi ostali stroški, ki nisva vedela kam jih vključiti, 68 evrov. Tako da to je v bistvu skupen pregled za 2 osebi za 8 dni potovanja. A ni to super, ko imaš vse na enem mestu zbran? Midva res upava, da vam te informacije kaj prav pridejo pri vašem planiranju Malte. Zdaj, če bi rad res videli ta najin experience, najin doživetje, še enkrat vabljeni, da si pogledate vloge iz Malte. Tukaj pa še en prav poseben announcement oziroma obvestilo.
Po 2 letih teh COVID preglavic, ki jih imamo, smo midva končno rezervirala letalske karte in se odpravljava daleč na drug konec sveta, torej čez lužo in sicer v Indonezijo. Komaj čakava, da greva in seveda z nama bova vzela tudi kamero, GoProja, drona, bumbarja, vse. Tako da bova vlogala in zato vas vabva, da se naročite na najin kanal, da ne zamudite naslednjih vlogov po Indoneziji. Tako, se veste. Rajske plaže so pač rajske, a ne? Na Bali tudi greva. V glavnem, kliknite tisti rdeč subscribe button in se naročite na najin kanal. Je zastonj, pa čist nič ne grize. Zdaj pa mislim, da je čas, da greva pakirat za Indonezijo. Tako. Se vidimo v vseh naslednjih vlogih. Čau!